Veso, a si kdaj opazil, da moj dela brez mene? Ne samo tvoj. Večina ljudi ima na avtopilotu in potem so presenečeni, kam jih je pripeljal. Kam jih pripelje? V stres, v strah, v izčrpanost. In potem rečete, ne vem, kaj se mi dogaja. To sem jaz včeraj. Ne včeraj, redno. Ok, zdaj pa resno. Kdo trenira moj Vse, čemur daješ pozornost. To si mi zdaj povedal preveč splošno. Dobro, telefon, pogovori, spomini in tisti mali glas v glavi, ki nikoli ne utihne. Moj notranji komentator. Ja, tisti, ki ima vedno mnenje in redko kakšno uporabno rešitev. Točno ta. In zdaj pazi, ta glas ne na samo govori, ta glas ustvarja. Kaj ustvarja? Stanje v tvojem telesu. Kaj? Ti pomisliš, nekaj ni v redu z mano in telo reče, ok, alarm. Ampak to je samo misel, Veso. Za telo je to ukaz, ne filozofira, izvaja. Torej, jaz lahko samo sedim na kavču in sem vseeno v stresu. Seveda, tvoj lahko ustvari maraton, brez da se premakneš. To razloži mojo utrujenost. To razloži večina materne utrujenosti. Koliko teh misli sploh imamo? Ogromno. In najbolj zanimivo, večina jih je kopija včerajšnjega dne. Torej, jaz živim isti dan, samo z novim datumom. Točno tako. To je kar malo žalostno. Ni žalostno, Ksenja, to je avtomatsko. Kaj pa telo? Kje pride tukaj noter? Telo je tvoj prevajalec. Česa? Tvojih misli. To mi razloži za bolj konkretno. Če razmišljaš iz strahu, telo pride v stanje obrambe. Če razmišljaš iz zaupanja, telo pride v stanje regeneracije. Kaj to pomeni, da jaz mislim in vplivam na svoje zdravje? Ne samo vplivaš, vsak dan ga oblikuješ. Ampak Veso, mi ljudje pazimo na prehrano. To je najboljša ironija. Zakaj? Ker lahko poješ najbolj čisto hrano in hkrati poješ tone strahu, dvoma in napetosti. In telo? Telo reče, hvala za bio brokoli, ampak mi smo še vedno v paniki. To je res noro. In potem pride klasičen stavek, ne razumem, zakaj se ne počutim dobro. Ja. Razumeš? Samo nočeš pogledati tja, kjer je odgovor. Kje pa je? V tvojem vsakodnevnem razmišljanju. Ok. Kaj pa občutki? Zakaj so tako močni? Ker so signal. Signal česa? Ali si v skladu s sabo ali ne. Kako pa vem razliko? Če se ob neki misli stisneš, to ni smer. Če se ob neki misli razširiš, tam je nekaj resničnega. Ampak mi pogosto ignoriramo to. Seveda, ker ste se naučili poslušati hrup namesto sebe. To je kar za delo. Še dobro, to pomeni, da si prisotna. Ok. Povej mi nekaj iskreno. Če jaz nič ne spremenim, kaj se zgodi? Nič dramatičnega, samo ostaneš tam, kjer si. In to pomeni? Pomeni isti občutki, iste misli, ista utrujenost. To pa nočem. Potem imaš dve možnosti. Kateri? Ali začneš zavestno izbirati, kaj hraniš, ali pa bo to še naprej počel svet namesto tebe. In svet ni ravno znan po nežnosti. Svet nima časa za tvojo notranjo higieno. Notranja higiena, ha? Ja, tako kot si umivaš zobe, bi morala čistiti tudi svoj To bi morali učiti v šoli. Seveda bi morali, ampak potem bi bilo manj kaosa in to ni vedno zanimivo. Veš, kaj zdaj prvič res razumem? Kaj? Da moj problem niso moje misli. Niso. Problem je, da jim verjamem brez preverjanja. In da jih ponavljaš, kot da so svete. To pa res delam. In zdaj pride najbolj zanimiv del. Kateri? Ne rabiš nadzorovati vseh misli, samo nehaj hraniti tiste, ki te uničujejo. In telo mi bo pokazalo razliko? Vedno. Telo je iskreno, tudi kot ti nisi. Tvoj ni tvoj sovražnik, je orodje. Tvoje misli niso resnica, so predlogi. Tvoje telo pa je edini sistem v tebi, ki nikoli ne laže. Zato vprašanje ni več, kaj razmišljaš. Vprašanje je, zakaj temu verjameš.